Drage gledalke, dragi gledalci, danes bom govoril o tem, kako je starost pravzaprav nekaj relativnega. V resnici človek šele z leti ve, kaj bi želel. Glava ostaja bistra, če si še radoveden, če učiš, če te stvari zanimajo. Včasih kakšno koleno zaškripa, ampak pustimo to ob strani. Govoril bomo torej o tem, da sam osebno se mi zdi, da sem šele na začetku poti. Da šele zdaj imam neko znanje, da lahko uresničujem svoje sanje. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Danes sem še posebej vesela, kajti prvič imam v družbi nekoga, tega poklica namreč še nikoli nisem povabila v to oddajo. Gre namreč za arhitekta. Imeli smo pravnike, pa sociologe, psihologe, zdravnike, arhitektov pa še ne. Ne gre za navadnega arhitekta, gre za profesorja na fakulteti za arhitekturo, dolga leta je bil tam, tudi dekan, predavatelj doma in v tujini. Veliko čast mi je, gospod Peter Gabrijelčič, da ste moj gost danes. No. Upam, da se bova lepo pogovorila, ta tema mi sicer ni tako blizu, je pa zato vam in vam bom seveda prepustila največji del besede. Kako ste se sploh odločili za arhitekturo? A je to nekako položeno, kot pravijo nekaterim poklicem, v zibelko, ali to pridobiš, si tako sposoben ustvarjati, da nekako vidiš, da bi ti bila arhitektura blizu, so bili starši krivi? Torej, kako je prišlo do tega? Ja, to so zelo kompleksna vprašanja, ne? Ampak rekel gotovo oče. Oče je imel podvojno gradbeno firmo, skupaj z bratom Justom. On je oče Metke Gabrijelčič, Vesne, Ja, ki je gradbena inženirka, zelo dobra, bila. Ne? In sta delala tudi za Plečnika, dost, pa za arhitekta Glanca, se pravi na Bledu, ne? Vila Bled, ne? Takšne imenitne naloge. Po vojni je pa bil zaposlen pa v Komuna projektu, to je bilo eno zelo dobro projektivno podjetje v Mariboru z vrhunskimi arhitekti. In jaz sem že kot mulc, se pravi kot gimnazijec, opravljal tam prakso, hodil z očetom na gradbišča. Ampak že kot otrok vem, da sem hodil tudi na neke sestanke in tam sem pač skozi risal, ne. Celo življenje pravzaprav rišem. Nekaj, za kar sem bil v srednji šoli kaznovan, ne, ker nekaj rišeš med poukom, ne. Zato sem danes plačan, ne. Lepo. No, ampak potem pa žebljica na glavico, ne. Je pa, da je šla pa moja prijateljica, oziroma takrat moja ljubezen, je tudi šla študirati arhitekturo, ker je imela teto na Švedskem, ki je bila arhitektka. In potem nekako je bilo samo po sebi pomembno, da so šla oba dva študirati, ne. Lepo. In seveda ljudje, ki imamo malo mogoče ene naklonjenosti do takšnih poklicev, ne, kreativnih, smo po svoje malo čudni, ne. Ne bi rekla. Ja, malo smo čudni in imamo tudi težave v srednji šoli, ker težko slediš nekemu pouku, ki je faktografski, ti pa zbežiš v te svoje sanjske svetove, ne. In ko sem prišel na fakulteto, se mi je zdelo, kot da pridem na osvobojeno ozemlje. Lepo. In od tistega hipa, ko sem vstopil, recimo, v ta študij, do danes, mislim, da ni bilo ene stvari, za katero bi rekel, da moram, ampak ker jo hočem.
Zelo lepo povedano. Ne? Zelo danes ste tako zelo aktivni. Slišala sem, da ne mirujete. Naša oddaja ima naslov Moja modrost, aktivna starost. Vi ste modri in aktivni. Ja, modrost, ne? Se to po hierarhiji teh znanj, ne? Najprej so podatki, potem je neko znanje, potem tako dalje, na koncu je pa modrost, kot se pravi, da imaš ti en takšen celosten pogled na svet. In meni se zdi tako kot pri politiki, ne? To življenje, ne? Vlada komaj se mečkeno znajde v nekem okolju, pa že mora iti, ne? Mine hitro. In tako se mi zdi, da tudi v življenju, ti tam nekje pri 70 letih mečkeno veš, kaj bi hotel. Ampak je cela družba tako nastavljena, ne, da te že imaš za odpisanega, pa prav, glej, ni več kreditov, ne, ni več izobraževanja takšnega čist, ne, Se ne splača, rečejo, ne? V resnici, pa če pomisliš, ljudje danes živijo 90-95 let. Jaz imam kolege, če smo Stanko Kristl, on je delal do 104. leta. Danes imamo On je bil aktivno še delal. 400 stoletnikov. No, in če ti pomisliš, da bi se upokojil pri 65, pa si opravljal nek poklic, ki ni bil ravno, pač je bil bolj za preživetje familije, ne, potem pa se enkrat svoboden. Ti bi lahko se še enkrat izobrazil za nekaj, rečemo, bi končal tisto stvar v 5 letih in bi potem, ne vem, 25 let še opravljal drug poklic, ne? Zelo Tistega, ki ga imaš rad. Rad, ja. Tako jaz delam. No, ker nekateri pa komaj čakajo na upokojitev in to že 10 let, preden imajo prvo možnost. A to pomeni, da so nezadovoljni v tem poklicu? Ne, jaz mislim, da nekako jim ni nekako predočena ta možnost, ker nezadovoljni so zakaj. Zato, ker roko na srce, če si v kreativnem poklicu, imaš določen privilegij, ne? Ustvarjaš svoje sanje, ne? Poklic je igra, ne? In zdaj, če pa opravljaš poklic, ki je rutinski, mukotrpen, ki more biti takšen. Stojiš, sediš, ja. More biti, ne? Za te ljudi je to seveda neko olajšanje, ne? Ampak če bi vedeli, da imajo možnost pa se uresničiti na drugem področju, izpolniti neke svoje sanje, ki jih je potlačil mogoče v svoji mladosti, ker ni imel druge možnosti, ne? Potem jaz mislim, da bi bilo to prekrasno. Drugače politiki pravijo, ja, veš, ampak stari potem spodjejo, da delovna mesta mlade in tako dalje. Ni res, ne? Cela družba, če je bolj aktivna, je tudi bolj produktivna, bolj donosna, je bolj srečna, ker ustvarjalni ljudje so srečni. Te misli me zelo veselijo, zato ker pogosto res pravijo, da so starejši, smo odsluženi, da lahko pač negujemo kakšne rožice, malo pospravljamo, se ukvarjamo z vnuki in to je to. Poklic pa resnično, ki te veseli, ti daje veliko možnosti, lahko jih pa najdeš tudi v hobijih, tako da starost ni kar za odpisati, ampak lahko pomeni neko novo ustvarjanje. Ja. Tudi vaša sinova sta šla po vaših poteh in ne po maminih, nista ne tožilca in ne odvetnika. Torej si pripisujete te zasluge, imata to podedovano ali ste jih malo usmerjali? Ma kaj vem. Sam se spomnim, da nisem imel svojega biroja dolga leta, mislim, do upokojitve praktično, ker sem risal doma, da je imela družina vsaj nekaj od mene. Da ste bili prisotni. Da sem bil prisoten. In to izgleda običajno tako, da so otroci poklicali sobe oči, ne? Rekel, kaj je? Nič, ne? Si tukaj. Ampak kadar sem pa risal te svoje načrte, ne, sta pa risala tudi ona svoje stvari, en na enem koncu mize, pa drug pa na drugem. In mogoče jima je to nekako bilo domače, ne? No, zelo lepo.
Midva bova spremljala oziroma najini gledalci in gledalke tudi vaše stvaritve, tako da jih bova v drugem delu oddaje pokomentirala. Vaši so predvsem mnogi mostovi, mislim, da jih je kar okoli 30. Sedaj pa sledi kratek premor, potem pa nadaljujeva. Prav. Ponovno pozdravljeni, cenjene gledalke in dragi gledalci. Moj gost je, kot že veste, znan arhitekt Peter Gabrijelčič, profesor, nekdanji dekan. Morda bi nadaljevala prav s tem, kako je biti oziroma najprej postati in potem ostati dekan. Ja, v bistvu sem si želel biti dekan, ne? Se pa to ni tisto, ampak ne zato, da bi nosil to medaljo, ampak zato, ker sem kot nekdanji Ravnikarjev asistent, pa tudi mogoče ene vrste sodelavec, od njega dobil eno zadolžitev, ne. Rekel, pazite mi na to šolo. Bil sem predstojnik, za tiste čase razmeroma mlad. In rekel mi je, veste, vse te fakultete, šole, ne, lahko imajo krasne programe, ampak najbolj pomembni so ljudje, kadri. In kakšen kader? Se pravi, profesor, ki ima v sebi motor, zaradi katerega ni treba, da ga ti za hrbtom kontroliraš, a je prisoten ali ne, ker on to preprosto iz neke akademske nuje počne. Predvsem sem imel nekako sporočilo, ne, tudi od Ravnikarja, pa pozneje, kar sem študiral druge univerze po svetu, da je pomembno, da je študent najprej študent univerze in potem stroke. Se pravi, da ima eno splošno humanistično znanje, neko empatijo, ne, en socialni čut, seveda zavzetost, neko strast, ne, radovednost za odkrivanje novega. In takšni ljudje so svetilnik tudi za študente. Sploh v današnjih časih, ko učiti znanje je pravzaprav zelo tako, bi rekel, Sizifovo delo, ne, zato ker to znanje tako hitro nastaja, študent tako hitro najde to novo znanje preko drugih medijev danes, ne, da je tvoja naloga kot profesorja v bistvu spodbujanje njegove radovednosti, te strasti in pa mogoče spodbujanje, da najde svojo pot enega kreativnega postopka, ne, ki vemo, da se začne s tem, da ti zbiraš najprej neke podatke, potem si v krizi, potem to še bolj razpršiš in na koncu dobiš eureka. In potem moraš tisto eureko zelo hitro gnesti, jo izpostaviti potem javnosti, kritiki in jo še obrusiti in na koncu to predaš ljudstvu, ne. Saj smo kot arhitekti naj bi bili zavezani javnemu interesu, ne. In to se mi zdi, je mi nekako uspelo, danes šola poka po šivih z dobrimi kadri, z velikimi pomembnimi referencami povsod po svetu, kot vzgledom in pa s to strastjo do stroke, ne. Torej imate kar velike zasluge. Vaši študentje in študentke so očitno prepoznavni ne le doma, ampak tudi v tujini in tudi vi ste predavali tako doma kot v tujini. Celo v prihodnjem mesecu slišim, da predavate na Filozofski fakulteti. Ja, tako. Tema me je presenetila. Ravno tema starostniki, ne. To je zelo zanimivo. Nisem pričakovala, da bi bila to vaša tema, ampak je zanimiva. Ja, posebej sem nekaj izpostavil. Ta sitno znanje, to pomeni skrito znanje,
ki se skriva v strokovnjakih, ki pa niso imeli priložnost to svoje znanje izpostaviti tudi širše stroke ali pa javnosti. In zato sem se boril tudi na fakulteti in potem na univerzi za doktorat stroke. Poleg doktorata umetnosti, ki smo ga uvedli, tudi za doktorat stroke, to pomeni, da ima nekdo možnost v zrelih letih to znanje artikulirati in ga posredovati drugim. Mislite za vsa področja? Za vsa področja. Zelo spodbudna je taka misel, zelo. In takšni ljudje so potem lahko, prvič lahko napiše eno knjigo, potem je lahko mentor nekje. Tako je pa običajno praksa, da rečejo hvala lepa za sodelovanje. Ste stari, da lahko odidete. Škoda. Zelo. Za družbo, ne? Eno tako posebno vprašanje imam, jaz sem čist laična ocenjevalka zgradb v Ljubljani, predvsem novih zgradb. Živim blizu Nove Monike, ki bo nastala, vidim dvigala, žerjave, neke visoko zgradbo, za katero si sedaj predstavljam, da bo morda nova železniška postaja, visoko v zraku, spominja me na kakšno letališče. Vi kaj spremljate vse te zgradbe? Zdaj v zadnjem času opažam, da nikoli več ni štampilke grdo. Včasih sem bila prav pozorna na kakšni zgradbi, ki celo meni ni bila všeč, pa je bil pritisnen žig grdo. Zakaj se ne pojavlja več? Ja, to je nekoga motilo, ne? Sploh, če bi bila, na primer, občina, investitor ali pa država, kako, ne? Smo plačali, zdaj pa grdo. Moram že, da tem mojim mostu v Harfi, čez Ljubljanico, se je pojavil napis lepo, ne? Se je res lep. Jaz sem bil na to ponosen, ne? Ampak žal so ga zbrisali naslednji dan, ne? Žalostno. Ja, zato, ker pač je direktiva, da nobenega napisa, ne? Aha, zato zdaj ni več napisal. Drugače pa železniška postaja. Jaz sem bil mulc star, ne vem koliko, 26 let, ko sem bil prvi žiri za natečaj za novo železniško postajo. Že takrat? Takrat. Dobil je Marko Mušič, ne? Je bila ena taka sjajna postaja z enim prehodom preko tirov, neka ulica tašna notranja in tako dalje. Zelo lepo. Ampak žal nikoli se to ni uresničilo, teh natečajev še bilo nekaj, no zdaj kljub vsemu se ta postaja gradi. Zdaj pravite Monika, višine in tako dalje. Žal je neka, ne žal, realnost je, da mesta ali stagnirajo ali pa rastejo. Mesta so bila vedno koncentracija kapitala, znanja, ne? In kadar rastejo, potem je njihov prostor vedno bolj dragocen, ker hočejo se vsi nagnesti na to isto točko, ne? In ker v parterju več ni prostora, to gre v višino, ne? Zato imamo 20 in več nadstropne stavbe. Ja, vse to je tako, ne? V Ljubljani je bil takrat eksces z Metalko, ne? Ravnikar, ki je delal na dve stolpnici na Trgu Republike. Jaz sem imel priložnost to opazovati, ne? On je postavil te stolpnice kot vrata iz severa proti jugu, ne? Dveh pokrajin, vrata. Potem so ustavili gradnjo na polovici, bi mogli biti enkrat više. In potem je rekel, naj bosta pa kot dve šahovski figuri, kralj pa kraljica. Ena malo višja, druga malo z nekimi kapami, ki jih je onda bil gor, ne? Metalka je pa razmeroma nesrečno posegla v ta historični del že, ne? Tudi se zelo projicira proti gradu, ne? Medtem ko ta bavarski dvor je že začel kot severna vrata oblikovati pa arhitekt Mihelič. To se je zdaj nekako dopolnilo. On je mislil, da bi takšne stolpnice, kot je bila prva tista steklina, da bi se ponavljale na obeh straneh. No, na drugi strani zdaj Podreka naredil še eno.
in zdaj ta emonika, ne. Se pravi, nastal bo en grozd teh pač visokih stebrov, ne, ampak sreči malo iz samega tega centra, ne. Tako da še vedno, če boš želel, boš ti doživel staro Ljubljano v tem merilu, če boš pa dvignil pogled, boš pa pač v nekem mestu enega drugega, veš, tisočletja, ne. No, v zadnjem delu oddaje se bova pogovarjala pa o vaših stvaritvah, o mostovih, ki so čudoviti in nagrajeni. Hvala za enkrat. Hvala. Ponovno lepo pozdravljeni, gledalke in gledalci. Smo v zadnjem, torej sklepnem delu oddaje. Moj sogovornik je še vedno profesor Peter Gabrijelčič. Ponaša se številnimi mostovi in mnogimi zelo zanimivimi stvaritvami, tako upam, da bo ta čas zadostoval, da nam lahko pove marsikaj o svojih pomembnih dosežkih, tudi nagradah. Gospod Peter Gabrijelčič, koliko mostov ste postavili, ne samo v Ljubljani, ampak tudi drugje? No, na začetku je potreba povedati, da nisem jaz postavil, ne, ampak jaz sem imel to priložnost, da sem sodeloval z gradbeni inženirji, ki imajo levo ideje, veš, pri tem mostogradnji, ne, in da smo nekako spletli eno paradigmo skupaj in smo rekli, gradnja mostov kot kulturni izziv. Kajti, če se pogovarjamo na nivoju kulture ali pa človečnosti, potem smo zelo hitro skupaj z nekimi skupnimi cilji, ne? Kaj je lepo, kaj je pomembno za ljudi, ne? In če se tu glasimo, potem lahko gre vsak v svojo stroko in oddelati svoj del. Tako da jaz sem najprej imel priložnost sodelovati z profesor Ačanskim, to je bil en sjajen gradben konstruktor, zelo inovativen, vzgojuje mnogo mladih arhitektov, med drugim tudi kolega Markla, ne, Pipanbacherja, ne. Ta, ki je na Hrvaškem postavil ta znani most. In po njem sem imel priložnost tudi za tema dvema kolegama sodelovati na mnogih natečajih, ker smo bili tudi potem uspešni, ne samo v Sloveniji, ampak tudi tujini. Zakaj je to zelo pomembno? Zato, ker mi smo to zahtevo po natečajih, tudi za mostove, za infrastrukturo, za ceste, vnesli v pravila, da za vsak objekt, ki se gradi z javnimi sredstvi in ima takšen pomen, se mora narediti natečaj, v katerem sodelujejo tudi stroke. Arhitekt, krajinski arhitekt in podobno. Mi smo ustvarili na ta način ekipe, ki so bile potem sposobne, ali pa smo bili sposobni zmagati na mednarodnih natečajih. Tako na primer s kolegom Marklom sva zmagala na natečaju za novi most v Beogradu, imenovan Ada, ne, čez Ado. To je skoraj kilometer, ne, par metrov manj kot kilometer dolg objekt, visok steber, več kot 200 metrov, ne, zelo impozaden, kot nov landmark. Ampak seveda še mogoče več kot inženirjih in arhitektih, pa pove takšen most o naročniku, ne, o politiki. A je politika vedno naročnik? Ja, rečemo mesta, ne, to je tudi politika, ne. In zdaj, če so oni kulturno ozaveščeni, da vedo, da s tistim denarjem, ki ga nameravajo porabiti za takšen objekt, lahko zgradijo tudi neko pomembno arhitekturo, neko ikono, ne, tudi neko lepoto, ne, je to potem priložnost, ne. Če pa tega ni pa. Ste pa tudi avtor mnogih drugih, tako hiš, zgradb, zasebnih, marsičesa. Bi nam še o tem kaj povedali? Ja, arhitekt vse po Plečniku, ne, je nam vsem vzornik, ne po obliki, ampak po načinu dela. On ni ločeval med majhnimi in velikimi nalogami, ne. Vse arhitektura, ta šalčka, misca,
most, cesta, dvorana. Ne? Ampak vsake naloge se moraš nekako zavedati ali pa lotevati tudi z eno empatijo, da je to za ljudi. Da si kot igralec, ne? Da si ti moraš nekako živeti v uporabnika, v njegovo vlogo. Da čutiš, kaj pravzaprav on rabi, kaj želi, in tudi čutiš, kje mu lahko pomagaš, da naredi korak naprej. Ne? Ker običajno so objekti, ki se zgradijo, najprej označeni kot grdi, kot nekaj nemogočega v tem prostoru. Ne? Potem pa ljudje postopoma ugotovijo, da pa mogoče so pa čisto koristni in na koncu tudi lepi. Ne vsi, ne? Ja. Eni ostajajo pač. Vsi ljudje, ki so tako aktivni v svojem poklicu, zanje včasih mislimo, da so duhamorni, da se posvečajo samo svoji stroki. Ampak vi vem, da zelo uživate pri igranju kitare in klavirja. A je to sprostitev? Jaz mislim, da človek v principu je eno celostno bitje, ne? Ki ima takšne in takšne želje, takšne talente. Nas življenje mogoče včasih preveč utiri samo v eno smer, ne? In mene se presenetilo, koliko strokovnjakov, ki bi imeli za suhoparno, naprimer bi rekel geometer, ne? Ki skozi neke nameri krone, neke miri in tako dalje, ne? Pa potem ugotoviš, da se ukvarja z dramsko igro. Ali pa da igra sjajno, ne vem, trombon, ne? Ali pa da napiše en krasen tekst, knjige. In za več ali manj vsemi uspešnimi v nekem poklicu ljudmi se skriva še druga narava. Ne? Poglejte, medicinci, ne? Medicinci so muzikanti, ne? Oni so, se imajo orkester, ne? Zanimivo. Midva sva pogledala v preteklost, pa sva v sedanjosti. Kaj pa mislite o prihodnosti? Kaj nas čaka? Časi niso prav lahki in prijetni. Bodo te vrednote ostale ali se vrnile kakšne pozabljene? Kaj nam napovedujete? Ja, z umetno inteligenco smo dobili sijajna orodja, če jih znaš uporabiti. Če so rekli, če sem moder, ne? Ja. Jaz jih danes uporabljam popolnoma, ne? Zato, ker vem, kaj vprašati, kako ga uporabiti, ga manipulirati jaz. Ne? Problem je, kadar nadomesti to orodje potrebo ali pa zavzetost za učenje. Da stagniraš v bistvu, se prepustiš. Mašina bo modra, ne? Kaj pa ti kot uporabnik, ali boš moder, da jo boš znal vprašati prave stvari. Torej je to tudi proti kakšni demenciji, odkrivanje novih področji, novih znanosti. Doktor Pirtošek namreč pravi, da moramo biti zvedavi. Ne, skozi se moraš učiti. Skozi. Skozi, vsak dan. Vi še vedno delate tudi po noči? Tudi. Tudi. Koliko ur? Kadar me prime tista strast, ne? Ali po odkrivanju novega, ali pa ustvarjanju nekaj novega, lahko tudi 2 dni. Brez spanja. Brez spanja. Čestitam za vso vašo energijo, vse uspehe. Zelo me je veselilo, da ste bili moj gost in našim gledalkam in gledalcem lahko sporočim torej, da so tudi za starejše možnosti. Najbrž pa se moramo tudi sami malo potruditi in boriti in pokazati, da nam ni vseeno, da nismo za zapečke, ampak da lahko ustvarjamo. Dvomim sicer, da toliko ur kot vi, vendar vsak po svojih željah in sposobnostih. Gospod Peter Gabrielčič, čestitke tudi za vaše naslednje stvaritve, kajti vem, da jih bo še veliko. In veliko uspeha tudi na vaših predavanjih. Očitno imate to žilico tudi za posredovanje znanja. Bilo mi je zelo prijetno in upam, da tudi našim gledalkam in gledalcem. Torej, starost ni samo nekaj, na kar moraš misliti, da je konec, je lahko tudi začetek marsičesa. Hvala. Hvala vam.